In prihajamo na 6. točko, predlog programa del za leto 2020 za upravljanje gospodarske javne službe, dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik. Predlog programa je objavljen v gradivu številka 12, predlagatelj župan, poročevalci pa gospod Franc Resnik, Aleš Korjanc in pa Roman Hribar. Besede ima Franc Resnik. Lepa hvala za besedo, vse prisotne prav lepo pozdravljam. Predlog programa na kratko vzdrževanje javne razsvetljave za leto 2020 je sicer na sporedu nekoliko pozno, kajti spomladanski del aktivnosti občinskega sveta in naše aktivnosti je povsem znano prekinila bolezen, zato je bil program vzdrževanja javne razsvetljave že dan predlagan na občinski svet, ki je bil v mesecu juniju, vendar je zaradi obilice tedanjega dnevnega reda bil odložen in je pač prišel na program danes. Kaj smo zapisali v predlog programa? Skladno z določila odloka o koncesiji in pa koncesijske pogodbe je koncesionar v mesecu novembru občinski upravi predložil program vzdrževanja javne razsvetljave za letošnjo leto. Sam to, ki izpostavim, da je bila že davnega novembra 7 sprejeta uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ki je zaostrila porabo električne energije in zahtevala zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. Tukaj bi rad poudaril, da je ta uredba nekje določila zgornjo mejo porabe električne energije na prebivalca občine do 45 kWh. Občina Kamnik pa je že v tistem času imela porabo elektrike za javno razsvetljavo pod 37 kWh. Tako da smo bili na varni strani in tudi danes še nismo približali tej mejni vrednosti. Ta druga, zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, je prav tako občina pristopila k izvajanju in sicer v letu 2008 sprejela projekt varčevanja in pa dinamiko nameščanja svetilk, ki odgovarjajo tej uredbi. Vse svetilke javne razsvetljave v občini Kamnik so bile zamenjane skladno z uredbo do konca oktobra 2018. Iz te poročil je tudi razvidno, kakšen obseg ima javna razsvetljava v občini Kamnik. Preko 112 km omrežja, 2570 nosilcev svetilk, 2445 svetilk in 137 prižigališč. V proračunu občine Kamnik za leto 2020 je bilo sprejeta vrednost 330 000 evrov. Iz analize stroškov za preteklo leto smo zapisali v tale predlog neke procente, v okviru katerih naj bi se gibala tudi poraba. Glede na to, da je bilo lani v letu 2019 17 000 več sredstev, letos pa jih je 330 000, pričakujemo nekje in smo tudi na dinamiki, da bo nekje okrog 48,5%, kar znaša 160 000 evrov namenjeno za porabo elektrike, ostalih tisoči pa približno po 85 000 oziroma po 25% za samo tekoče vzdrževanje in pa za dograditve skladno s koncesijsko pogodbo. Na osnovi tega predlagamo občinskim svetnikom, da pač ta program vzdrževanja javne razsvetljave za leto 2020 tudi sprejmejo. Sam to bi še poudaril, glede na to, da je pač časovno se vsa stvar zavlekla, je komunalno podjetje Kamnik v juniju tudi dopolnilo tisti novembrski program z nekaterimi podatki, ki so bližje letošnjemu stanju in jih tudi zasledujemo. Hvala lepa za enkrat. Hvala, odpiram razpravo, delovna telesa. Svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besede ima Žaklina Zdravkovič. Hvala lepa za besedo, župan.
Jaz bi se ne bi spuščala v detajle, sem pravčevala te zadeve, tako da v ta elektromaterial se ne bi spuščala v dvokrake, pocinkane in ostale zadeve. Me pa zanima ena zadeva in sicer, kle smo gledali, da pod vzdrževanje gre strošek pač odškodninskih zahtevkov zaradi poškodovanja pač svetilk in kandelabrov. Pa me zanima, nisem najdla podatka, kolikšen v procentih, kolikšen odstotek teh poškodovanih se potem realizira oziroma se pač povrne denar oziroma se pač pridemo oziroma pač zmagamo v teh odškodninskih zahtevkih in se ta denar povrne v občino oziroma v komunalo. Pa še ena zadeva me zanima, glede na to, da je v zadnje čase opažamo vandalizem v Kamniku v porastu. Zdaj, tukaj imamo podatke za preteklo leto, če mogoče delate primerjavo o poškodovanih svetilkah, pa zdaj ne mislim pač te, ki so poškodovane z naravnim nesrečam, ampak pač striktno za vandalizem. A se ta odstotek povečuje tudi pri svetilkah v primerjavi na pretekla leta? Pa še eno vprašanje bi imela, kolikšen procent imamo zdaj od obstoječih svetilk, ki jih imamo v občini Kamnik, je pametnih svetilk, oziroma če imate namen pač vse te svetilke, ki se jih da zamenjati v pametne, pa kdaj? Hvala. Hvala. Besedo ima Karmen Kaplja. Dober dan, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Jaz bi imela pa samo eno vprašanje oziroma bi prosila za razlago. Ko sem primerjala ta program, to se pravi z rebalansom, sem ugotovila, da je v rebalansu za novogradnje namenjenih 45 000 evrov, medtem ko v vašem programu pa piše, da bo za leto 2020 potrebno zagotoviti sredstva za dograditve omrežij, ki bodo v vrednosti 61,300 evrov. Tukaj bi rada v bistvu pojasnila, zakaj je tako odstopanje. Hvala. Hvala. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala za besedo. Jaz se res ne bi rad ponavljal. Mislim, da bom zdaj to že tretjič povedal. Ampak preden tisto mojo mantro ponovim, vse še nekaj drugega. Kar ne naredimo pravočasno, obtožimo koronavirus. Mi sredi septembra danes sprejemamo program, ki bi ga mogli v začetku leta. Ne samo, da bi ga mogli na marčevski ali pa aprilski seji, na februarski seji bi mogli to že imeti, če bi bil program že novembra pripravljen. In se potem zgovarjamo, da zaradi covida pa nismo imeli te točke in smo jo umaknili, ker jih je bilo že tako preveč. Ja, bi pa še tiste pol ure posedeli, zadnjo sejo, ko smo. In danes težko govorimo tukaj o programu, kaj bomo naredili, če je 3/4 stvari že narejenih. Zdaj smo pa tam, ker pa mislim, da že ta tretje leto jaz govorim. Preveč javne razsvetljave, premalo pametne javne razsvetljave. To, da se konc leta 2020 hvalimo s tem, da smo zamenjali vse svetilke po uredbi, je ne vem kaj. Mi bi se mogli danes pogovarjati o tem, da imamo povsod LED razsvetljavo, da imamo povsod pametno razsvetljavo, ki se prilagaja na uro, na frekvenco sprehajalcev prometa. Danes imamo luči, ki se same prižigajo, ugašajo, glede na to, a se pelje mimo avto, glede na to, a grem pešec. Danes imamo luči, ki se enostavno prilagodijo na to, da ob mraku, a pa od 8 do 9 zvečer svetijo malo bolj, pol pa malo manj, pa še vedno zadostujejo vsem potrebam. Halogenske žarnice, ki so se ugasnile, pa so rabile pol ure, da so se nazaj prižgale, so ven, to vsi vemo. Nova tehnologija iz dneva v dan nas prehteva.
Mi se hvalimo, da smo vse luči že zamenjali v skladu z uredbo. Mislim, da je tukaj nekaj hudo narobe. In jaz verjamem, da če bomo šli v korak s časom in ga saj probali dohiteti, da bomo tudi stroške javne razsvetljave precej znižali. Ker danes imamo, sploh nisem šel gledati, ker vem, da imamo že, ne vem, krog 100 tipov svetilk v Kamniku. Tudi zaradi tega, ker se je verjetno prepočasno vse odvijalo. Imamo, vem, Kamniška v mestu je drugačna, kot je na cesti, pa nekje so višje. Ampak to so vse stvari, ki jih jaz že ponavljam in vem, kakšni bojo odgovori. Imam pa eno drugo vprašanje. Slučajno sem se en dan po tistem, ko smo imeli odbor za komunalo in varstvo okolja, peljal skozi Komendo in sem na eni avtobusni postaji, kjer je tudi prehod za pešce, videl, da je precej novo sicer, ni toliko staro, na vsaki strani ena luč, ali pa sta mogoče dve. No. Mi smo jih pa zdaj v Markovem, na pločniku, nisem jih šel štet, ampak jih je gospod Resnik bo vedel, 20, 15, pa na koliko metrov so, pa koliko visoke in kam spet vse to svet. A res rabimo toliko? A je to nadstandard, a to zadostujemo tistim nujnim stvarem, ki jih zahteva Direkcija Republike Slovenije? A imamo to kaj več? Ne? In še nekaj, no? Čeprav ni točno ta tema, ampak vseeno so tudi luči zraven. Zgodil se nam je, mislim, da drugič ali tretjič zdaj že. Markov ovir se je gradil pločnik, pohvalno, super, potreben je bil. Ampak preden se je ta pločnik gradil, je bila omejitev hitrosti na tem odseku 90 km/h. Nevaren odsek, kjer so otroci hodili v šolo. Zdaj imamo pa pločnik z granitnimi robniki, pa 15 kandelabrov javne razsvetljave, s tem, da je tam, kjer je postajališče teh luči še več, omejitev hitrosti je 70 km/h. Laze Zgornji Tuhin, omejitev hitrosti bila 90, zdaj imamo pa 50, ko imamo pločnik, pa javno razsvetljavo, pa ograje, pa ne vem, kaj še vse. Jaz ne vem, a jaz nisem za na ta planet, ali imamo pravila neka čudna v naši državi, ali zakaj do tega prihaja. Ko zagotovimo večjo varnost za pešce, pa zmanjšamo hitrost za avtomobile. Luči je pa po noči tako, da ne govorim. Ne. In da skoraj pozabil, če v Kamniku pozabiš zvečer luči na avtu prižgat, se komod pripeljem do doma. Vse imamo razsvetljen. In tudi ne svet samo na cesto, ampak svet še 10-15 metrov po travniku. A res to rabimo? In kako imajo v drugih občinah lahko drugače? Manj luči na nižjih kandelabrih, pa isto zagotavljajo neko varnost. Ob državni cesti. Konkretno križišče v križu. Avtobusna postaja, tam kjer desno zaviješ za križ, levo pa za, malo prej pa levo za publikus na pole. Čist drugače kot pri nas, pa isto državna cesta, če se ne motim. Hvala. Hvala. Zdaj bi prosil poročevalca, gospod Resnik, da odgovorite na vprašanje. Hvala lepa za vprašanje. Poskušal bom odgovoriti natančno in nazorno na prvo vprašanje poškodovanje, odškodnine in koliko. Nimam procentualnih podatkov, koliko je tega. Se pravi, mi imamo sam toliko za pojasnilo, vso infrastrukturo, ki je vezana na javno razsvetljavo, imamo zavarovano pri zavarovalnici in tudi vsaka poškodba, ki je evidentirana na teh elementih, se za njo pelje postopek za odškodnino. Če je povzročitelj neznan, gre iz te zavarovalne police za odškodnino. Če pa je povzročitelj znan, recimo voznik motornega vozila, pa gre to iz njegovega avtomobilskega obveznega zavarovanja. V zadnjih mesecih nismo nobenega škodnega primera imeli. Je pohvalno.
Potem vandalizem in poškodovanje. Prav tako nimam podatka ali spremljanje, kako se giblje trend tega, ali se povečuje ali se zmanjšuje. Izrazito imamo podatke, da izrazit vandalizem nastaja na kamniških svetilkah in izrazito bi rekel, imamo podatke z območja Žal in z teh dostopnih poti. Hvala Bogu, da imamo tudi pri tem, ni potrebno menjati kompletnih kamniških svetil, ker običajno do takih poškodb ne pride, ampak menjamo samo stekla. Se pravi, v procentih ne znam povedati, koliko imamo pametnih luči, bi pa poudaril, ker tudi nekatera druga vprašanja so v tej smeri gredo. Se pravi, vsi sistemi, ki jih sedaj vgrajujemo, tudi ta proti zgornjemu Tuhinju iz Las, pa ta proti Markovo vir, vsi sistemi imajo vgrajene pametne luči. Na vseh teh sistemih so nastavljene zmanjševanja svetilnosti v območju, ki ga časovno izberemo. Najbolj običajno je zmanjšanje svetilnosti za 50 ali pa do 50% v času od 23. ure pa do 5. ure zjutraj. Toliko, da to je. Seveda nekateri ponudniki, a nekateri proizvajalci ponujajo možnosti, da ima čisto vsaka lučka svojo pamet, da lahko čisto vsako lučko posebej reguliramo, kar pa spet mislim, da ni potrebno. No. Potem tale, da je v rebalansu navedeno 45.000, mi pa imamo 61.100 del, ste me tudi najdli na levi nogi, nisem šel niti gledati, koliko je v rebalansu, vendar po teh trendih, ki smo jih navedli in smo tudi enemu svetniku že nekje odgovorili, pa hvala Bogu, da smo v okviru finančnih sredstev, ki nam jih dovoljuje rebalans, smo z temi, to, kar je v programu navedeno in je dejansko zelo realno, ker smo to pač junija popravljali, da smo nekje, da bomo imeli nekje obnove do navedeno 61.000. Ne vem, dela je ta rebalans, potem bil iz prejšnje vrednosti nadol narejen, ali kje se je pojavila številka 61. Nisem ga šel gledati. Potem še tele naslednje vprašanje od Igorja Žavbija. Se pač moramo, tudi jaz kot pač zaposlen in zadolžen za to, pač izražam obžalovanje, da je dejansko toliko pozno prišlo do te obravnave in pač da dajemo krivdo na nekaj, jaz sem pač jo navedel. Se pravi, komunalno podjetje Kamnik kot koncesionar je dolžan do sredine novembra pripraviti program in ga predložiti občinski upravi. Občinska uprava ga pa potem pač da v potrditev na občinski svet. V začetku tega, po letu 12, 13, 14, 15, ko smo sprejeli koncesijsko pogodbo, podpisali smo to tudi počeli, vendar se je včasih izkazalo za bolj zamehljeno ali pa manj pregledno zaradi tega, kjer je proti koncu leta v katerem letu niti ni bil sprejet proračun. Imamo neke številke, neke želje za naslednje leto, vendar niti proračunskih sredstev nimamo in smo tudi to sprejemali, ta program, potem v februarju, ko je bil proračun sprejel, se je pa izkazalo, da je precej v razhajanju. Zato smo v zadnjih letih šli nekje na aprilsko-majsko sejo s sprejemanjem tega, ko so bila znana vsaj proračunska sredstva in pa znane vsaj kakšne želje oziroma potrebe iz področji krajevnih skupnosti. Toliko okrog tega. Od tega zavlačevanja v narekovajih bi rekel. To, kar Žavbi Igor navaja, razsvetljenost, število luči, ali je potrebno ali ni potrebno in navaja za primerjavo nekatere komenska območja. Se pravi, minimalno potrebno je, da je prehod za pešce osvetljen, da so grbine, ki predstavljajo omejitev prometa, osvetljene. Zdaj, zakaj je taka osvetlitev konkretno na območju Laze, Zgornji Tuhinj, na območju zdajšnjega najnovejše osvetlitve od Markovega oziroma od Kavrana pa do Vira, na to nimam odgovora. Ali je to potrebno ali ne, na to nimam odgovora. Bi pa poudaril tudi to, da je tudi iz strani krajevnih skupnosti, pa tudi iz strani nekaterih svetnikov, prihajajo nove in nove želje in potrebe po vzpostavitvi javne razsvetljave na marsikaterem področju.
Samo to bi izpostavil pri tistih dveh prejšnjih osvetlitvah, da je v ozadju zakonodaja, ki zahteva pač tako osvetlitev. Ena stvar je odločitev ali da je občinske uprave, da gremo v izvedbo tega, druga, če pa v izvedbo tega gremo, se moramo pa držati zakonodaje, ki za marsikoga mogoče res pretirane osvetlitve zahteva. Tudi to, zakaj je zdaj omejitev, ker so večja varnost za pešce zagotovljena, prej pri temi in pri nepločniku pa ni bila, ne znam odgovoriti. Hvala lepa za enkrat. Hvala, zdaj bi dal besedo še Alešu Škorencu, vodji oddelka, glede določenih pojasnil. Izvolite. Ja, to, kar Franci pač ni povedal, je predmet sigurno predpisov, a ne, pa projektiranja. Ne. Ker vsi ti projekti ob državnih cestah grejo v revizijo, na koncu je treba še revidente plačati in tam so take zahteve. In tudi glede postavitve prometne signalizacije pa omejitve hitrosti na koncu reče država, kakšna bo. Imajo pa seveda zadnji svojo specialno zakonodajo, zakon o cestah in pa druge predpise z projektiranja avtobusnih postajališč in ostalo in zato potem pride do takih anomalij. To je posledica predpisov, ki so taki v državi, tako da na to mi nimamo nobenega vpliva. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Besedo ima Igor Žavbi. Hvala, jaz se zahvaljujem obima poročevalcema za izčrpne odgovore. Ampak, če ostanemo pri tem primeru, ne, Markovo vir, pa pojmo v drugi smeri vir Markovo, meni se je že večkrat zgodilo, da pol, ko sem prevozil ta odsek, pa ko gledam nazaj v vetrobransko steklo, se spomnim, ko pa sem naveril, pa pozabim, da bi preštel vse nove prometne znake, ki so na tem odseku. Ne. A je res potrebno, da imamo pred vsakim prehodom za pešce, ki je na stranski cesti oziroma na dovozni poti k stanovanjski hiši, še znak za prehod za pešce? Ker mislim, da je ta znak za prehod za pešce namenjen nam voznikom, prehod za pešce pa ne gre čez regionalno cesto tam. Ampak to je že stvar za drugo. Imam pa še eno vprašanje, ali je izven naselja ob regionalni cesti potrebna javna razsvetljava ob pločnikov. Se pravi regionalna cesta, pločnik izven naselja, ali je nujna javna razsvetljava. Hvala. Hvala. Besedo ima Aleksandar Uršič. Ja, hvala za besedo. Podobna situacija, kot je na tem novo zgrajenem delu pločnikov v Tuhinjski dolini, se zdaj tudi kaže na Stahovici, kjer smo se še v lanskem letu pogovarjali, da ni ene luči. Mislim, da zdaj, ko so postavljene, bo mini Beverly Hills tam žana. Ne. Tako da jaz bi res prosil, ker vedno je potem govora o predpisih, dajte nam prosim posredovati te predpise, da jih mi pogledamo pa preberemo, če se mogoče da kaj poenostaviti, pa res mogoče kakšno ven spustiti. No. Jaz verjamem, da na koncu država odloča, ampak država verjetno požegna tisto, kar pripravljavec pripravi. Iz lastnih izkušenj na drugih področjih pa lahko povem, da če projektant nima enih usmeritev, ima proste roke in to je v bistvu tako, kot če otroku daš omaro sladkarijam odprto, si bo postregel. No, tako da, hvala. Hvala. Bi odgovorili še Aleš Škorenc, izvolite. Sej ne more biti drugačen odgovor, ki je že bil, pač izbrani projektant, ki je ali ga država ali pa občina zbere, dobi projektne pogoje, kaj je treba vse upoštevati od države, od tistega, ki mu pač na koncu soglasje da. Tako da še enkrat mi, kaj dosti vpliva na to ne moramo, ker morajo pa biti seveda v skladu za predpisi sprojektirane te zadeve in na koncu, kot sem še enkrat rekel, gre vsak projekt tudi v recenzijo oziroma v revizijo, tisto, kar je vse ob državnih cestah. Ne. Tako da tam imajo oni dvakrat kontrolo, tako da še revidenti popravljajo potem projekte in potem jih projektanti morajo ponovno popravljati in uskladiti s tistem, kar revidenti pač zahtevajo. Tako da tle res ne morem drugače odgovoriti, kot sem že. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme program del za leto 2020 za upravljanje gospodarske javne službe, dobave, postavitve,
vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena. Zdaj bi pa na tej točki prekinil sejo do 6:30, da se prostori prezračijo in v 6:30 nadaljujemo.